Stanovanjsko vprašanje ostaja ena ključnih tem za mlajše generacije. Cene stanovanj in najemnin so se v zadnjih letih močno zvišale, kar seveda mnogim mladim otežuje samostojno pot do stanovanja. Vlada je napovedala večji zagon gradnje javnih in dostopnih stanovanj ter predstavila nacionalni stanovanjski program, ki predvideva več tisoč novih stanovanj v prihodnjem desetletju. Cilj je povečati ponudbo javnih in neprofitnih najemnih stanovanj ter izboljšati dostopnost za mlade družine in ključne kadre. Opozicija pa vladi očita, da se stanovanjski problem rešuje prepočasi in da napovedani projekti še ne prinašajo dovolj konkretnih rezultatov na trgu. V razpravi se zato pojavljajo različni predlogi, od večje vloge države pri gradnji stanovanj do večje vloge zasebnega trga. Pa si kar takoj poglejmo video. Da ne bo zvenelo, da seveda ta vlada ni naredila nič dobrega. To ni res. Recimo primer, to, ko se zdaj odprli stanovanjsko področje, je preboj. Tukaj definitivno je storjen preboj, vejica, na mogoče najbolj moder način. Torej, to, da se je država zdaj zbudila iz enega dremeža in je zagotovila 100 milijonov na leto, se mi zdi, da je to samo za pozdraviti. Kako pa to implementirati? Tukaj je težava. Veste, država sama pravzaprav težko gradi stanovanja. Zakaj? Ker če hočete graditi stanovanje, potrebujete nekaj lastništva. A ima država lastništvo? Najlažje bi bilo, če bi občine povabila k reševanju tega vprašanja. Zakaj? Ker občine imajo občinske prostorske načrte v svoji regulativi in praviloma tudi lastništva nad zemljišči. In komunalno lahko opremijo ta zemljišče, kjer bo nek blok stal. Doktor Han, kaj bi vi komentirali na ta video? Tako kot pri nekaterih drugih področjih je tudi na tem področju narejen velik korak, čeprav na kratek rok zelo verjetno ne bo prinesel olajšanja za tiste, ki najbolj potrebujejo reševanje stanovanjskega problema. Tu se je zgostilo nekaj velikih težav. Slovenija vse od osamosvojitve naprej ni imela konsistentne stanovanjske politike, ki je sektorska politika, s katero urejamo en kup drugih vprašanj. Zdaj se je zgodil nek preboj, kot smo slišali, pa vendarle moramo vedeti, da ko posežemo z nekim naborom najemnih dostopnih stanovanj v segment, v strukturo, ki jo imamo, je to še vedno tako razmeroma majhen delež, da nima pravzaprav nobene posebne pogajalske pozicije, ne strani najemnikov. Slovenija je država z največjim lastniškim deležem stanovanj. Primerjava Slovenije s Švico, s katero se radi primerjamo, potem boste ugotovili presenečeni, da je v Švici na primer 25% stanovanj lastniških, vsa ostala so drugačni, v drugačni strukturi, kar seveda pomeni, da je z Jazbinškovo zakonodajo, gledalci ne vem, če se spomnijo te zakonodaje, bil storjen nek korak v napačno smer, ki je vsem naslednjim vladam pravzaprav onemogočil implementiranje stanovanjske politike, ker stanovanjske politike kot take ni bilo, bila je bančna politika, politika kreditov, izposojanja denarja in pa favoriziranja lastništva, ki ima še zelo veliko drugih negativnih učinkov, predvsem učinkov v urejanju prostora, urbanizma in vsega drugega. Zdaj smo na točki, kjer smo, in ti koraki so seveda pomembni, vendarle v kratkem ne bodo bistveno spremenili težkih razmer na tem področju. Doktor Kovačič, kaj menite? Ja, jaz se s tem strinjam. Moram tudi reči, da pri prejšnjih temah smo skozi izjave politikov na teh posnetkih, pa tu v studiu, razpravljali recimo o inflaciji, o neto plačah, o kupni moči, o demografski krizi. Zdaj smo prišli pa verjetno do največjega, najbolj strateškega problema v naši družbi, in to je stanovanjska problematika. Pač tistih, ki nimajo te sreče, da bi stanovanje podedovali ali pa pravočasno kupili, ko so bila še cenovno dostopna in tako naprej. To, kar jaz zamerim Golobovi vladi, je to, da je to potezo, teh 100 milijonov na leto, ki je seveda strateška, izpeljala prepozno. Tudi če bi v začetku mandata, vprašanje, če bi se do konca mandata že kazali konkretni rezultati, ker tu gre v bistvu za tržni učinek, ko se poveča ponudba, to vpliva na cene. Mislim, da bi lahko naredila več pri tudi pravilih, katerim bi zavezala zasebne investitorje v stanovanja. Lahko bi se zgledovali po primerih dobrih praks iz sosednje Avstrije.
Lahko bi tudi prej in veliko bolj odločno regulirala oddajanje stanovanj v kratkoročni najem, kar je na turističnih območjih, kamor spada tudi Ljubljana, tudi pomemben vzrok za pritisk na iskalce dolgoročnega najema. To, kar zamerim koalicijskim in opozicijskim strankam v kampanji, je pa to, da o stanovanjski politiki čisto premalo govorijo, premalo poudarjajo, kaj predlagajo, kaj so pripravljene narediti. Zdi se mi, da se tej temi izogibajo, mogoče zato, ker je zahtevna, ne, tudi zahtevna za razumevanje, kako neki učinki delujejo. In če imajo koalicijske stranke še neko zgodbo za pokazati, ne, ki so jo izpeljale v izdihljajih mandata, ne, s 100-milijonsko finančno shemo, pa pravzaprav opozicijske stranke na to temo ne govorijo ničesar pametnega, pa bi na tej točki lahko kritizirale vlado. Ne, če je že pri recimo dolgotrajni oskrbi ne morejo oziroma to počnejo na kontraproduktiven način. Ampak naj povemo, program, ki je ta hip zastavljen, pa je dober program in ima perspektivo. Vprašanje je samo, kako ga bo mogoče na dolgi rok izvajati. To je vprašanje, če lahko tudi seveda dostopnosti zemljišč, ampak če imaš denar, potem se zemljišča da kupiti. Ne? Kar se pa tiče občinskih pristojnosti pri prostorskih načrtih, veste, občine čakajo vsaj 7 let, preden lahko spremenijo svoj prostorski načrt. Imajo več 10 soglasodajalcev iz državne ravni, cel kup enih predpisov, omejitev, ne, kvot kmetijskih, takšnih, drugačnih, varovanih območij, gozdov in tako naprej. Tako da občine tudi ne morejo kar čarati. Ne. In dejansko, tako kot je rekel kolega Samo, tu ne morete z enim samim ukrepom prestrukturirati celotnega stanovanjskega sektorja. Potrebna je vrsta drugih politik, ne, recimo na področju prostorske zakonodaje, umeščanja v prostor in tako naprej in tako naprej. Ne. Velja, poglejmo si še en video. Politika v zadnjem času ni prinesla želenih rezultatov. Mislim, da moramo mladim omogočiti nek dostop in stabilnost do lastnega doma, predvsem za mlade ter za družine. Kar se tiče javnih najemnih stanovanj, mislim, da trg ne more temeljiti zgolj na tej obliki stanovanj. Moramo krepiti idejo lastništva, ker mislim, da si vsak želi nek lasten dom in dolgoročno varnost. Tako da mi pripravimo celovit paket ukrepov. Zelo pomembno je seveda za ranljive skupine, predvsem pa je pomembno za mlade. Mislim, da smo v tej vladi uspeli zagnati po dolgih letih nek rekordni načrt za investicije v javna najemna stanovanja. Dr. Uhan, v nekaterih evropskih mestih se pojavljajo ukrepi, kot so recimo davki na prazna stanovanja ali pa regulacija najemnin. Bi takšni ukrepi lahko pomagali tudi v Sloveniji? Nabor ukrepov, ki jih poznajo evropske države, predvsem socialdemokratsko tradicijo, če tako rečem, pa ne v političnem smislu, je neizmeren. Vem, da so nekatera mesta, MOL v Ljubljani, želele slediti recimo dunajskemu zgledu, do neke mere mi je to uspelo, vedno znova naletimo na ta vprašanja zemljišč in pa seveda predvsem ne moremo se znebiti te fetišizacije lastnine, ne, ki deluje kot neka garancija za mlado družino v prihodnosti. V resnici pa je to zavora. Če imate vi ogromen delež lastniških stanovanj, potem morate vedeti, da ste ustavili pravzaprav vse vrste migracij, pa ne mednarodnih političnih, ampak tega, kar sociologi razumemo, pretok delovne sile, pa blaga in storitev iz enega konca države v drugega. Naprimer v anketi stanovanjski smo ljudi spraševali, ali bi se bili pripravljeni preseliti iz recimo Murske Sobote na Primorsko, in je velik del ljudi dejal, da nikakor ne, ker bi jim to povzročilo neizmerne težave s stanovanji. Če ta podatek primerjamo recimo z Združenimi državami, potem ugotovi, da so se ljudje pripravljeni za 5% plačo preseliti iz vzhoda na zahod. Kaj hočem povedati? Družba, ki temelji izrazito na fetišiziranju lastnine, postane v vseh pogledih rigidna in tudi ideološko drugačna.
Kako bi vi še na to komentirali? Ja, zdaj fetišiziranje lastnine je lahko seveda tudi odgovor na to, da je izkušnja najemnikov ta, da nimajo nobene varnosti, ne? Da so prisiljeni podpisovati dvojne pogodbe, da jih lastniki samovoljno mečejo ven po enem letu in tako naprej. In na ta način si pa res ne moreš ustvariti neke trdnosti. A ne? Zdaj seveda malo je tudi naša konzervativna, ruralna, primestna tradicija, tega tudi vozaštva, življenja na podeželju in tako naprej, kar je povezano s tem, da si na ta način lažje rešimo stanovanjsko vprašanje. Ampak glejte, tam en politik je rekel, treba je spodbujati in omogočiti ljudem, da si kupijo stanovanja. Jaz sem pred kratkim študentom poskušal razložiti neke sociološke koncepte in sem povedal, da nek segment, recimo blaginje ljudi, lahko izmerimo tako, da ljudi v anketah vprašamo, ali imate v krogu svojih prijateljev nekoga, ki vam lahko jutri posodi 5000 evrov, če se vam pač nekaj zalomi. In so se začeli smejati, ker za njih je to v bistvu tako visok znesek, da si ga sploh ne morejo predstavljati. Oni imajo v žepu mogoče 50 evrov, ali pa imajo včasih samo 10 evrov. Ampak 5000 evrov je pa kaj? To je pa 1 kvadratni meter novega stanovanja v Ljubljani. Pa ne vem, če sem dovolj visoko številko povedal. Tako da trg investiranja v novogradnje stanovanj je podivjal, cene rabljenih stanovanj temu sledijo. Vprašati se je pa treba, zakaj je podivjal. Zato, ker stanovanja kupujejo vse bolj podjetja in jih jemljajo kot naložbo, deloma kot špekulativno parkiranje denarja v negotovih časih, ki zagotavlja bolj zanesljivo ohranjanje in večanje vrednosti kot zlato, bitcoin ali pa kakršnekoli delnice, deloma pa seveda kot priložnost za zaslužke s kratkoročnim oddajanjem v najem. Se pravi, stanovanja za tiste, ki imajo kupno moč, da jih kupujejo, niso več dom ali pa osnovna življenjska potrebščina, ampak so v bistvu finančna špekulacija. In na tej točki bi lahko država z marsikaterim ukrepom posegla, regulirala in spremenila stvari.